gostje, spoštovana predavateljica, spoštovani člani in zaposleni knjižnice Brežice. Sem Hermina Ušajn-Šarič, ravnateljica Višje strokovne šole Brežice in izjemno sem vesela, da smo v sodelovanju s knjižnico Brežice organizirali in seveda velika zahvala naši predavateljici gospe Urški Petrič za napovedano predavanje na temo aurikuloterapije oziroma masaža ušes. Vsi se zavedamo, da je, vsi pripomočki, ki so zelo pomembni za naše zdravje in seveda tudi, če so takšni, da si lahko sami omogočimo in izboljšamo svoje počutje, izjemnega pomena za vse generacije, se pravi, tako za mlajše, kot tudi za srednjih let in starejšo populacijo. Na Višji strokovni šoli izvajamo 2 študijska programa, program Ekonomist in program Wellness. In ravno iz tega vidika, ker namreč za Wellness ste najverjetneje že vsi slišali in njegova temeljna naloga skrbeti za zdravje, smo se odločili, da izvedemo in podučimo vse tiste, ki se želijo prisluhniti tej naravni metodi za izboljšanje zdravja. V tem trenutku bi jaz rada napovedala gospo Urško Petrič in se zahvalila za znanje in tudi praktično znanje, ki ga bomo odsvoj delila z nami. Hvala lepa. Najlepša hvala za uvodne besede. Dober večer vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Dobrodošli na predavanju o aurikuloterapiji. Aurikuloterapija je oblika refleksne terapije, ki temelji na stimulaciji ušesa in se osredotoča zgolj na uho in ga obravnava kot mikrosistem celotnega telesa. Se pravi, tako kot na stopalih in na dlaneh, imamo tudi na ušesih energetske in refleksne točke. To pomeni, da so na ušesu točke, ki so povezane z različnimi organi, telesnimi sistemi in celo čustvi. Jaz sem pripravila, da bomo danes raziskali, kaj je aurikuloterapija, kako deluje, katere koristi ponuja, za koga je primerna in kako se izvaja. Potem bomo naredili masažo ušes in razložili, kateremu področju pripada kater del ušesa, pa nekaj izkušenj iz prakse. Na koncu pa seveda sem pripravila tudi nekaj teh obližev, s katerimi izvajamo aurikuloterapijo, tako da bo možnost, kdo bo želel probati eno tako čudovito točko. Zdaj bi pa jaz v bistvu za začetek, predno začnemo s predavanjem, vas povabila, da mi najprej malo segrejemo roke, pa naredimo eno kratko vajo, pa bomo probali najti 2 točki na ušesu. Jaz sem zdaj ne bi še povedala, kaj te 2 točki sta, koliko bomo raziskovali uho, po moje vam bo tako jasno, boste sami vedeli. Tako da zdaj segrejemo ušesa in na ušesni večici, se pravi v tem delu, pri obrazu, če razdelimo ta del, se pravi tukaj, na 3 dele, najdemo sredinsko točko. Se pravi, pri obrazu najdemo sredinsko točko. S palcem in kazalcem ponavadi masiramo. Super bi bilo, če probate tako malo centralizirati to točko, pa jo kar masirati, lahko kar na obeh ušesih. Pa recimo probajte kar zaznati, kaj čutite pod prsti. A je na obeh straneh enako? Kakšno je tkivo? A je kje kakva bulica? A je kakva zatrdlina? Karkoli. V glavnem to masirajte, zmasirajte. Evo. Super. Z razlogom masiramo to točko. Evo, zdaj bomo pa še eno drugo poiskali. Ta je pa tukaj, tudi pri obrazu, na tem jezičku, ko ga imamo tukaj. In isto, se pravi, masiramo tudi rob in cel ta del. Kar fajn ga zmasiramo.
Tukaj načeloma ne boste tako začutili kot na ušesni mečici, ampak nič kot ga bi sam fajn zmasirali. Vam bom na koncu povedala, kaj smo si masirali in kako smo se pripravljali na predavanje. Evo, zdaj smo se segreli, zdaj pa smo pripravljeni, da začnemo. Se pravi, kaj je aurikuloterapija? Aurikuloterapija po nekaterih virih izhaja iz Kitajske, ampak v bistvu naj bi jo že pred Kitajsko uporabljali v Indiji, se pravi, ne bi izvirala iz Indije, ampak se je kar hitro selila potem naprej. V Egiptu so jo uporabljali za preprečevanje zanositve. Hipokrat jo je uporabljal v bistvu za pri strankah, ki so imeli težave z spolnostjo in impotenco. Galen jo je uporabljal za išjas, mediteranski morgari pa za izboljševanje vida. Se pravi, vse do leta nekje 1950 so jo uporabljali naključno. Se pravi, to, koliko so imeli znanja in ni bila poznana v bistvu na tak način, kot jo poznamo danes. Leta 1957, se pravi ne toliko dolgo nazaj, jo je pa v bistvu francoski zdravnik dr. Paul Pierre razvil, se pravi to sodobno različico te tehnike in zasnoval zemljevid ušesnih refleksnih točk. In v bistvu to je zdaj aurikuloterapija, katero poznamo danes. Se pravi, on po njegovi teoriji je oko zemljevid telesa, kjer različna področja na ušesu predstavljajo organe in telesne sisteme. Recimo, če pogledamo oko, lahko vidimo, da bi v bistvu lahko rekli, da je kot zarodek v maternici obrnjen z glavo navzdol. In približno tako recimo je tudi naprimer razdeljeno oko, se pravi ušesna mečica predstavlja glavo in možgane, zgornji del ušesa predstavlja hrbtenico, osrednji del ušesa pa je povezan z notranjimi organi. Aurikuloterapijo priznava Svetovna zdravstvena organizacija in v bistvu za njo stojijo številne znanstvene raziskave. Na ušesa lepimo zato namenjene semenke z namenom, da bi krepili organe in telesne sisteme. Aurikuloterapija je celostna terapija, kar pomeni, da če mi recimo lepimo točko na jedra, ne bomo delovali samo na tisto težavo, recimo na holesterol povišen, ampak dejansko delujemo na vse funkcije, ki jih jedra opravljajo. Glavna značilnost aurikuloterapije je tudi, da v bistvu uravnava neravnovesje v telesu. Se pravi, če je nečesa preveč ali nečesa premalo, to aurikuloterapija uredi. Recimo tudi, če delamo aurikuloterapijo za imunski sistem, v bistvu ne moremo predozirati, a ne kot vemo, da z nekimi prehranskimi dodatki moramo paziti, kako jih jememo. Kako deluje aurikuloterapija? S stimulacijo refleksnih točk na ušesih vplivamo na možganske refleksne centre, ki so z živčnim sistemom povezani s preostalimi deli telesa. Aurikuloterapija ne zahteva prebadanja z iglami, saj so točke na ušesu v bistvu zelo občutljive, zato se uporabljajo namenski obliži, na katerih so v bistvu semenke, in terapevt prilepi to semenko na točno določeno refleksno točko na ušesu, kjer ostane do nekaj dni. Vsaka ušesna refleksna točka odgovarja določenemu organu in zanimivo je tudi to, da v bistvu ušesne refleksne točke zaznamo šele v primeru, ko je v telesu recimo določen problem, težava ali bolezen. Lahko gre za neravnovesje znotraj telesa, poslabšanje v delovanju določenega notranjega organa ali pa kaj podobnega. Ob sami stimulaciji se zazna ostra bolečina, ki pa v bistvu dokaj hitro mine. Če pa nimamo težav, pa v bistvu s pritiskom na to točko ne čutite nič, se pravi ne boli.
Se pravi, če povzamemo, za stimulacijo točk na ušesu pospešimo pretok energije skozi telo, aktivira seživčni sistem, kar lahko vpliva na lajšanje bolečin, sprostitev in izboljšanje splošnega počutja. Uho je povezano z možgani preko živcev, kot sta vagusni in trigeminalni, kar omogoča vpliv na različne funkcije telesa. Se pravi, za vagusni živec vemo, da je glavni živec parasimpatičnega živčenja, se pravi, vseh stvari, ki niso pod našim nadzorom. Se pravi, pomemben je pri uravnavanju delovanja skoraj da vseh notranjih organov. Uho je tudi edini organ, kjer vagusni živec pride na površje. Se pravi, nikjer drugje ga ni na površju, ampak je skrit v telesu in pa v hrbtenjači. Za trigeminalni živec je pa v bistvu eden največjih čutnih živcev obraza in v možgane pošilja informacije o občutku, dotiku, pritisku in temperaturi. Katere so glavne prednosti aurikulaterapije? Aurikulaterapija v bistvu je cenjena zaradi svoje zelo široke uporabnosti, uporablja se za več kot 150 vrst težav. Tako kot smo že rekli, v bistvu uravnava neravnovesja v telesu, uporabljamo jo pa lahko za lajšanje vseh vrst bolečin, se pravi od kroničnih do akutnih stanj, do glavobolov, bolečin v križu, v komolcu, zobobolov, gležnji, kolena, potem za razna vnetja, za krepitev odpornosti, kot splošno krepitev odpornosti, lahko pa tudi za odpornost v primeru, če ima nekdo alergije. Uporablja se jo lahko za težave v menopauzi, za prostato, za več energije, za lažje premagovanje stresnih situacij, se pravi zmanjšanje tesnobe, izboljšanje spanja, pomaga pri zdravljenju odvisnosti, se pravi lahko kot pomoč pri odvajanju od kajenja ali pa od alkohola. Podpira hujšanje, se pravi pomaga pri zmanjšanju apetita ali pa pri čustvenem prenajedanju. Pomaga tudi pri izboljšanju prebave, malo točke proti anksioznosti, se pravi, kar širok spekter vseh teh težav. Kdo lahko koristi aurikulaterapio? Aurikulaterapija je v bistvu primerna čisto za vsakogar, predvsem pa za tiste, ki si želijo na naraven način podpreti svoje zdravje. Tako kot sem rekla, ni nobene omejitve glede nekih starosti, ali karkoli lahko je uporabljal vsakdo. Edina omejitev je, oziroma moramo biti pozorni pri nosečnicah, se pravi, pri njih se lahko uporablja samo proti koncu nosečnosti, se pravi, v bistvu zadnje 3 do 4 tedne, pa pri otrocih se uporablja nekje od 5. leta starosti naprej, ko oni razumejo, da si teh semenk ne trgajo dol. Do takrat v bistvu se pa jim masirajo ušesa. Pa še ljudje, če imajo kakšne v bistvu ušesne okužbe ali pa alergije, na določene materiale je tudi potrebno obvestiti terapeuta, ker semenke se dobijo na različnih teh materialih, tako da se pač prilagodi, da ne bi prišlo do neke alergije. Aurikulaterapijo odrasla oseba uporablja, oziroma ponavljamo enkrat tedensko. Zdaj, koliko časa? To je predvsem odvisno od osebe do osebe, koliko časa neka težava že traja, koliko ima oseba vitalne energije in koliko ima toksinov v telesu. Včasih, če so kakšna akutna stanja, zadostuje samo ena terapija, drugače so pa recimo jih ponovi na 3 tedne, 5 tednov, včasih pa tudi dlje časa, če je potrebno. Nekako lahko rečem, da 90% ljudi čuti spremembo, ki pridejo na terapijo, aurikulaterapijo. Stranski učinki. V bistvu nekih resnih tako stranskih učinkov ni, mogoče zelo redki,
pogosti ali pa ne vem, občasno se pokažejo te minimalni stranski učinki, ki so pa v bistvu prehodne narave. V bistvu kažejo na to, da se je naše telo začelo čistiti toksinov in v bistvu se ponovno spostavlja to notranje ravnovesje. Ko se nalepijo te semenke na ušesa, zna oseba reči, da čuti toplo oko, a ne da čuti, da jo malo greje. Ali pa recimo, če bi prvi dan, mogoče tudi drugi, odvisno koliko je v neravnovesju točka, oziroma organ, če bi želeli spati na strani, se pravi na tistem ušesu, kot imate nalepljeno, pa vas zelo boli, je možno, da kakšno noč pač ne morate na strani spati, recimo to. Je nek tak stranski učinek. Zdaj bi pa jaz v bistvu kar predlagala, da bomo naredili tako malo daljšo vajo, pa bomo zdaj pa malo bolj segreli naše roke. To je super, če naredite že zjutraj. Recimo, ko ste še v postli, če se spomnite. Ko si zmasirate ušesa ali svoje oko, je kot bi v bistvu zmasirali celo telo. Tako da, če to naredite zjutraj na prazen želodec, je to nekaj zelo poželjejo, če ga kar lahko naredite. Zdaj bomo pa v bistvu začeli tle pri ušesni mečici, kjer smo jo prej masirali. In v bistvu bi lahko oba ušesa masirate, ker boste tudi zelo fajn čutili, če se kaj razlikuje ta eno drugega. V bistvu ni to neko božanje, ampak recimo kar fajn zmasiramo ušesa, da prekrvavimo to. Točke na te ušesni mečici so v bistvu pripada obrazu. Se pravi, na ušesni mečici najdemo točke oči, zob, čeljusti, ustne votline, točko za spomin, smo prej masirali, ne? Točko za spomin smo prej masirali, potem točko notranjega ušesa, proti anksioznosti, v glavnem te točke. Tako da v bistvu kar fajn pomasiramo. Zdaj, koliko dolgo masiramo zjutraj, ne? Kdo vpraša, kolikor imate časa? Karkoli boste naredili, bo boljše kot nič. Tako da, se pravi, ponovimo, se pravi ušesna mečica, so v bistvu točke obraza, se pravi oči, zobje, čeljust, ustna votlina, lice, točka spomina, točka proti anksioznosti, proti smrčanju. Evo, tako. Zdaj se predstavimo tukaj gor, se pravi na to mečico tukaj, to eni večjo, eni manjšo, glavno jo probamo najti. Ta točka oziroma ta del ušesa pripada možganom. Če so kakvi glavoboli, je ta točka za masirati. Imamo tudi sicer eno točko, ko glih ni povezana z možganje, so točka jajčnikov. Pa tudi ena odlična protibolečinska. Tako da je v bistvu si tako fajn s palcem in kazalcem jih probamo pomasirati to točko. Se pravi, točka možganov, zelo pomembna. To je fajn, da masirate. Evo. Potem se bomo predstavili tukaj gor, v bistvu na ta najtrši del, ko ga čutimo, ne? Ta ponavadi je trši od ostalega dela ušesa. Ta del predstavlja hrbtenico. In kar fajn pomasirate, ne samo nežno, ampak kar fajn, tako kot da bi hoteli pregnesti to notranje tkivo. Tako. Se pravi, tukaj so točke od vratu, ščitnice, tukaj gor, se pravi vrat ščitnica, tukaj gor, ko pridemo tukaj do tega trikotnika, tukaj gor je točka križa. Tukaj lahko ima kdo na ušesu kakšno žilico, kakšno zadebelitev, karkoli, to nakazuje na težave s križem. To je fajn, to
čim bolj masirate. Tudi če boli, kar masirate. Ker boli samo takrat, smo rekli prej, če je v neravnovesju. Če je v ravnovesju, ne boli. Ne? Se pravi, to je ta najtrši del, ko smo rekli. Potem smo prišli tukaj v bistvu do te zgornje, tega zgornjega dela. Ta del ga lahko kar tako v bistvu z obeh strani fajn pregnetemo in v bistvu ta del pripada genitalijam, se pravi maternica, maternični vrat. Tukaj je tudi ena taka odlična točka, če imamo povišan krvni tlak. Tudi, se pravi, kar fajn pregnetamo, čim bolj, da čutimo, da zdaj že malo žarijo ušesa. Se pravi, smo rekli točka genitalij, maternica, maternični vrat, točka proti visokemu pritisku. To je not ali že tudi zgornjo? Ne, nismo, pridemo še tam. Tukaj, samo te zgornji školki smo. Eni smo bolj manjšo, pa je treba, v bistvu, kar gremo not pod ta rob, pa fajn pregnetemo do tistega trikotnika, ko smo rekli, da je križ, ne? Tukaj se zdaj preselimo na ta najbolj zunanji del ušesa. Na ta. In tega tudi fajn pregnetemo kar tako. Probamo čez vid, malo odvijemo. Tako kot sem rekla, ni to božanje, ampak kar tako intenzivno zmasiramo, da pač čutimo tudi na ušesu, da je malo žareče, da se prikrvavi. Se pravi, tukaj gor so točke za imunski sistem, zelo dobra točka protivnetna je, za cirkulacijo po področju kože. Se pravi, cirkulacija, področje kože, za imunski sistem in v bistvu dve odlični protivnetni točki, ker je tudi so zelo uporabne. Jih tudi lepimo. Se pravi, kar pregnetemo. Potem v bistvu smo že na tej srednji školki ušesni, tukaj. Kar fajn, tudi probamo čim bolj z palcem in kazalcem, kako lahko. Čutimo lahko, če imamo masno ušesna, ne? To čutimo, nič hudega. Se pravi, ta srednja ušesna školka pripada jetrom, ledvicam, žolčniku, trebušni slinavki. Se pravi, smo že na notranjih organih, ne? Se pravi, tukaj noter. Fajn smasiramo. Se pravi, smo rekli jetra, ledvice, žolčnik, trebušna slinavka. Potem smo tukaj na prehodu. Tukaj na prehodu iz srednje v spodnjo školko, ušesno. Tukaj je želodec. Glih na prehodu, glih tukaj. Ne preveč gore že, ko smo, ampak tukaj, ko je še tako normalna odložnica. Se pravi, to je točka želodca. Potem smo v bistvu že tukaj v tej spodnji školki ušesni, predno gremo s palčko ušesa, ne? Se pravi, tukaj je točka pljučnih mišičkov, srca, vranice, tudi kar fajn zmasiramo. Že kaj čutimo, da so ušesa, topla? Super. Se pravi, smo rekli pljuča, pljučni mišički, srce, vranica. Zdaj nam je po bistvu ostal še ta, ko smo si ga tudi prej že masirali. To je pa točka proti stresu, proti utrujenosti, točka nadledvične žleze, točka grla. Tako da to
kar fajn. Ta je zelo uporabna, tudi se pravi vedno, ko lepimo terapijo za eno težavo, ponavadi lepimo za dve in je večinoma stres poleg, ne, lepimo proti stresu tudi, se pravi, zmasiramo tudi ta del. Tako kot sem rekla, super je, če se spomnite to narediti zjutraj, je tako nekaj najbolj poživljajočega, kar lahko naredite. Omenila sem prej, da je odvisno, koliko imamo vitalne energije. En trik, kako lahko preverite to, ne? Recimo, če probamo zložiti uho kot origami, ne? Se pravi, damo spodnjo mečico gor, pa zgornjo dol, kako nam gre? Nas to boli? Je to vse mehko? Bolje, lahko tudi odladi naprej, da vidimo, kako nam gre. Se pravi, to pomeni, bolje je uho fleksibilno, več imamo vitalne energije. Se pravi, to vam je tudi en pripomoček, lahko, če je uho togo, da ga v bistvu na ta način probate prekrvaviti, mu date masažo. Se pravi, zakaj rečemo? Mi vemo, da so ušesa povezana z ledvicami. V ledvice so v bistvu tak naš akumulatorček. In v bistvu v ledvicah je v bistvu naša začetna vitalna energija. In preko ušes mi zaradi tega se lahko vitalno energijo spodbujamo na ta način. Tako da super je, če ušesa čim bolj masirate, karkoli, ker s tem pomeni, to pomeni, da jim dajate več in več energije. Ko nas po zimi zebe, ne, zdaj, ko je tak cajt ponavadi, kaj delamo? Segrevamo roke, ne? Ja, ampak probajte segrevati ušesa, ker ko segrevamo in masiramo ušesa, nas to bolj globinsko segreje. Ne? Tako da drugič lahko to kar probamo. Zdaj bi nekaj povedala še o izkušnjah. Se pravi, največkrat auditoterapijo se uporablja za bolečine. Se pravi, razne bolečine, kot smo rekli. Recimo, jaz tam lahko povem primer, se pravi, ko je oseba v bistvu imela težave, da ni mogla po noči spati, v bistvu pri gospodinjskih opravilih je imela težave v bistvu zaradi križa. In ko sva naredila terapijo proti bolečinam v križu, je v bistvu že naslednji dan poročala o izboljšanju. Seveda ni z eno terapijo zginilo, ampak samo za aurikuloterapijo so v parih tednih prišli do stanja, da je bila brez bolečin. Ampak bi rekla lahko, več kot 90% ljudi že naslednji dan reče, da čutijo razliko. Tako recimo je res zelo v redu. Potem, tako kot sem že prej rekla, ko se izvaja terapija, se vedno lepi semenke za dve težavi in večinoma je poleg osnovne težave vključen tudi stres. Se pravi, ko nalepimo semenke proti stresu, osebe poročajo, da v bistvu se lažje prebijajo, premakujejo vse te v bistvu vsakodnevne izzive, ki nam jih ponuja neko zunanje okolje, službe in tako naprej. Tudi včasih se pozna, recimo, če je, ne vem, ledvica, nadledvična žleza zelo v neravnovesju, recimo se tam pozna, ko odlepimo tudi taka, recimo, rdeča pikica, ne. Ni to rana, ampak recimo se pozna, da je bilo nekaj nalepljeno in da je telo v rahlem neravnovesju. Potem izkušnja z akutnim kašljem, se pravi, dražeč akutni kašelj, ki je bil zelo moteč. V bistvu, se pravi, tako kot smo rekli, za akutne težave pomaga zelo hitro. Takrat se pogovarjamo o urah. Se pravi, ni to, da se čaka. Recimo tudi je oseba, ki je imela akutne napade kašlja, v bistvu, ko sva nalepili semenke, v eni uri je bila to že čisto druga slika. Tako da res, ena taka super pripomoček, no. Že s tem, ko si boste recimo zdaj ušesa masirali, pa mogoče, če ste zvedeli, koliko je to pomembno, pa bo že to nekaj pripomoglo k temu.
Jaz bi rekla, da je aurikuloterapija ena taka preprosta, vendar učinkovita metoda. Temelji na starodavnem znanju in v bistvu na sodobnih raziskavah. Je varna, neinvazivna in je primerna za dopolnitev drugih terapij. Čeprav ne more nadomestiti klasične medicine, lahko pa odigra pomembno vlogo pri podpiranju splošnega zdravja in dobrega počutja. Zdaj, ko bomo v bistvu končali to predavanje, imam jaz s sabo tudi nekaj obližev in v bistvu sem se odločila, da kdor bo želel, vam z veseljem nalepim eno tako super točko, ki se ji reče Shen Men. Ta točka je povezana z srcem in duhom, pomaga proti stresu, nespečnosti, ima pomirjajoč učinek na celotni živčni sistem, deluje protivnetno in protibolečinsko. Ko pa delamo celo terapijo, jo pa tudi vedno nalepimo, zato ker dela kot katalizator, se pravi ojača delovanje vseh drugih obližev, se pravi, da ojača delovanje tudi drugih točk. To je bilo nekak, kar sem jaz, zdaj pa v bistvu z veseljem vam odgovorim na kakšno vaše vprašanje, če ga še imate. V redu, pa sem pa jaz vesela, da ste prišli. Upam, da ste kaj noga zvedli, tako kot sem že rekla, evo zdaj pa sem, da jaz pijem kozarec vode, pa da me razmontirajo, evo pa sem pa na voljo, da vam nalepim to super točko, da vidite, kakve so to semenke, da vidite, kak to sploh je, a vam je všeč, a vam ne bo všeč, a boste kaj čutili, kakorkoli. Tako da, hvala vsem.